Pred leti me je prešinila ideja in nato je vzcvetela želja. Najti znanje, kako se osvoboditi mentalnega, čustvenega in fizičnega suženjstva. Dan mi je bil določen sistem dela, algoritem, ki pospeši razvoj v to smer. Bazira na spoznanjih, na razumevanju ključnih konceptov, na praksi in povratnih informacijah, desetinah zadovoljnih ljudi iz vseh možnih profilov. Sistem odlikuje preprostost, hitrost in učinkovitost, brez neželenih stranskih učinkov. To je to, kar si povedal za napovednik, za uvod, zdaj te pa povabim, da nam poveš najprej, kako se osvoboditi mentalnega, čustvenega in fizičnega suženjstva. Hvala, Mihael. Lep pozdrav vsem. Ja, skozi večletno prakso, nekje po 10 letih, ko sem delal kot bioterapeut, to še vedno danes delujem na tem področju, sem vedno stremel, da najdem vzroke. In spraševal sem se, zakaj so stvari take, kot so. Poleg tega sem proučeval psihologijo, filozofijo vsa ta leta in enostavno sledila so spoznanja in eno od teh večjih spoznanj je, da je bila resnica vedno preprosta, je in bo ostala preprosta. Moramo se zavedati, da poleg fizičnega suženjstva, ki nam je poznansko zgodovino, da obstaja tudi čustveno in mentalno suženjstvo. Pravzaprav ponavadi so vsa tri povezana. Zdaj, kje bomo začela? Bomo na mentalnem, čustvenem ali fizičnem, moramo povsod na vsakem tem je treba napredovati. Je pa misel kreativna in z ureditvijo misli bojo tudi čustva drugačna, se bojo začela spreminjati. In to se bo odrazilo v fizični okolici, prej ali slej. Tako da tudi onesnaževanje, ni samo fizično, je prav tako čustveno pa mentalno onesnaževanje. Danes pri teh informacijah vseh, ki šivajo levo, desno, je en fenomen, se dogaja zadnjih 20-30 let, information overload, prekomerno je vseh informacij in mi ne vemo, kaj s tem početi, vse to se nekam usede. Vsake toliko časa se mora človek ustaviti, narediti neko rekapitulacijo, revalorizacijo, kar se v ekonomiji reče, kje smo, kaj imamo, pa kam želimo iti. No, nekje 10 let nazaj, malo več, sem dobil navdih in sem se postavil preprosto vprašanje, ali se mogoče tega otresti. In takrat sem naredil en kalup, danes to poučujem, v nekje 5 do 7 urah razložim, kaj je treba narediti, kako je treba narediti, je določen postopek in ta postopek lahko potem posameznik uporablja cel življenje, kadar ne zna rešiti problema. Namreč zakaj? Kaj se zgodi? Zgodi se to, da mi se varamo. Večino časa slepimo samega sebe. Ta naš kompas je popačen, je zmeden. In če bi midva z Mihaelom želela iti jutri v Benetke, morava prvo vedeti, da sva danes v Ljubljani. Ker če bi bila midva v Avstraliji, bi ubrala drugo pot do Benetk. Ne z avtom, ne z vlakom. Prvo bi bilo treba z avionom prileteti v Evropo. Ja, sistem je zelo preprost. Zakaj?
ker vse tisto, kar ni veljalo, kar ni funkcioniralo, sem odstranil, uporabil sem samo stvari, ki delujejo, ki dajo jasen rezultat, ampak to ne čez 3 mesece, čez 3 leta, ampak takoj. Kaj lahko še povem? Mene zanima, seveda, kaj lahko poveš, jaz imam veliko vprašanj zate. Tukaj si napisal mentalno te osvobodi, čustveno, fizično, suženjstvo ali navlaka, si ti še boljšo, navlaka, ki te zasnažuje in ta nahrbtnik skozi vlečemo s seboj. To so 3 stvari. Kaj pa je z eteričnim telesom? Povej, kaj je eterično telo? Ali to vpliva na naše zdravje, ga vidimo, čutimo, kako je s tem? Eterično telo je neko vmesno telo med fizičnim pa med čustvenim, mentalnim. Mi nismo samo fizični kalup, tako kot se tratiramo drugega, verjamemo samo to, kar nam čutila kažejo. In ta interpretacija je relativna. Skozi čutila sprejemamo ta zunanji svet, moramo se znajti, ampak recimo misli mi ne vidimo, čustev ne vidimo, ampak jih občutimo. In recimo, če bi jaz tukaj Mihaela Pobuč, bi vsi rekli, da je grasilca. Če bi si pa jaz to samo mislil, tale Mihael, koliko bi ga, bo pa on to verjetno čutil, zaznal, koliko je senzibilen, ampak od drugih prisotnih tega ne bojo videli. Destruktivne misli so, misel je lahko veliko orožje, veliko bolj škodljivo, kot kakršnokoli sevanje, atomska bomba. Tako da je treba zelo paziti na misli, kam razmišljamo, v katero smer gremo. Jaz osebno lahko povem, da čim sem na poti, da me nekaj razjezi, neka situacija, neka oseba, pa se zalotim, da sem že naredil pol koraka v smer, da razmišljam negativno, da dobivam nazaj povratno informacijo, ne tega početi. Spremeni se, nekaj treba spremeniti, ali pa rešiti konflikt. Kaj se zgodi v primeru, prosti, ker sem ti posegel v besedo, da vzemiva en človek, mama, oče, družba, profesor, delodajalec, država, da ti naroči, da moraš nekaj narediti, zgleda zelo dobro, zgleda zelo fajn, v ozadju je pa skriti namen. Zdaj, ti kot posameznik razumeš, da moraš to narediti, čutiš pa, da boš delal recimo sebi v škodo. Ne znaš si pa razložiti, zakaj te črviči, zakaj te mravljinči, zakaj metulčki po želodcu, zakaj pamet dela in te nekaj vleče nazaj, ti pa si prisiljen v to narediti. Konkreten primer, skriti, recimo, ti si se mogel cepiti, če si hotel v službo, ti si mogel dati masko gor, če si hotel v trgovino. Se pravi, ljudje, ko dobijo take informacije, to smo zdaj nekako dešifrirali, ampak je milijon drugih skritih stvari, kako to vpliva na človeka? In kako razvozlati, kako pride do tiste srži, do tiste Avstralije, od tiste začetne točke, da veš, potem pride do genetike. Kako najdete to točko? Tukaj se poraja kar nekaj vprašanj. V prvi vrsti bi izpostavil to, da nekdo, ki se je pač cepil prostovoljno, pa ki želi to masko nositi, naj jo nosi, on je zaščiten. Zakaj se ukvarja z drugimi, ki niso? Oni na lasten riziko pač tega niso sprejeli, zaradi svojega znanja, zaradi svojih prepričanj, in to bi moralo biti prostovoljno. Ne da se vsiljuje vsem. In tudi to je nasilje, konec koncev. Prvo mentalno, potem čustveno, potem grožnja s kaznimi in tako naprej. In je prihajalo tudi do fizičnega nasilja. Normalno, nekje so morali te potenciali ven udariti
eni so se strinjali, eni se niso strinjali. Tu bi morala biti svobodna odločitev posameznika. Nas niso v laboratoriju kreirali noben farmacevt, predsednik, nek predsednik neke zdravstvene organizacije, društva, karkoli že. In noben ne bi smel imeti pravice posegati v tisto, kar je naše. Ampak zakaj se gre? Gre se preprosto za nadzor uma. Človek, ki razmišlja svobodno, je lahko potencialno nevaren. Kaj se zgodi s človekom, ki se svobodno odloči, drug se pa ne odloči svobodno, zaradi informacij, ki jih je dobil iz različnih koncev, se ne odloči svobodno oziroma protestira, ugovarja, utemeljuje in tako naprej. Medtem ko nekdo pride, naredi, kar se mu reče. Kakšna je razlika med tema dvema karakterjema in kakšne so možnosti, kateri od teh dveh lahko prej zboli v tem smislu mentalnem, čustvenem, vse to, kar se potem dogaja. Ker on gre delat, dobi šus, dobi tisto plačo, ampak potem se mu začnejo stvari dogajati na fizičnem nivoju, ker je prevaran imunski sistem. Nekdo, ki ugovarja, je pa brez službe, brez denarja, pa ne ve, kako živeti, zaradi tega, ker čuva svoje zdravje. In tu sta zdaj dva elementa, vsak dobi svojo porcijo. Katera je boljša? Ja, tisti, ki je bil prepričan, ki je bil programiran, da ga bo to rešil, on se je psihološko osvobodil tega strahu. Kaj pa dobil v intravenozno, je pa drugo vprašanje. Pojavljajo se stranski učinki, ogromno jih je, in se pravi, ta zadeva ni tako, kot jo nekateri zagovarjajo. Vsak naj bi imel svobodo odločanja. In je to. Ali gre to za navado pri ljudeh, da tako ubogajo? Ali tudi za navado, da posamezni razmišljajo? Gre za lenobo. Vsi smo kdaj pa kdaj leni, se ne premaknemo, ali pa smo v coni udobja, vse laufa. In vse tisto, kar smo se naučili, samo še ponavljamo. Recimo, mi smo se naučili avto voziti. Čez pol leta več ne razmišljamo, prva, druga, tretja, to gre avtomatsko. In jaz, kadar sem hodil v službo, sem šel zdaj po čist neki drugi, tretji poti, sam zato, da sem naredil spremembo. In vedno sem kaj novega odkril, ali pa kakšnega prijatelja srečal po dolgem času, vedno so bile neke spremembe, ker tista rutina, ko nekaj sam ponavljamo, takrat več ne razmišljamo, ne razvijamo se. Ja, pa ni boljš hoditi po ustaljeni poti, ki jo poznaš, a ni to lažje? Je, ampak moramo probati tudi druge poti. A da ostaneš buden, ali kako? Biti prisoten, biti zavesten. In ena pomembna stvar je, da večina ljudi želi spreminjati druge. Sami sebe ne bi spreminjali, ker je potreben napor. Ampak dejstvo je, da mi lahko samo sebe spremenimo, drugih ne moremo. Lahko jih probamo, ampak ogromno bo šlo časa, ogromno bo šlo energije, ogromno bo konfliktov, tako da začeti je treba pri sebi. In ta moj sistem, ki sem ga razvil skozi ta leta, je tudi temu namenjen, da posameznik začne pri sebi in s tem, ko sebe spremeni druge. Okolica se začne do njega drugače izražati. Ker zakaj? Konec koncev, za mene vse, kar obstaja, so odnosi. Vse ostalo so rekviziti, kulise in ego igrice. In ko mi spremenimo ta naš odnos do okolice, do drugih, celo do predmetov, do službe, tukaj ne gre samo za ljudi, ampak gre za spremembo, ki mora nastati v nas. Avtomatsko se okolica začne menjati do nas, brez kakršnekoli prisile, brez nasilja, brez agresije, konfliktov ali pa z minimalno.
In na ta način smo mi prehranili ogromen ur, ogromen energije, ki jo lahko namenimo kakšni drugi kreativni stvari. In to je ta odlika tega sistema. Konkreten primer, če se spomnim enega slikarja, prijatelja, sicer je pokojni, on je bil mojster barv, čudovite slike je z oljem risal. In sem mu dal del tega znanja iz tega sistema in naslednji teden ga vprašam, se srečava na kavi, reče: Miro, kaj se je kaj spremenilo v tem tednu? On si je vzel 2 uri časa, razrešil je za 4 osebe po tem sistemu, približno nekje pol ure je potrebne, da mi razrešimo en odnos. In je rekel: veš kaj, Gorazd, prvič v življenju me je lasten oče ubil. Zdaj, jaz ne vem, kakšna je cena tega, koliko to pomeni, ampak njemu je odleglo veliko, čez 3 mesece je umrl. To je samo eden od primerov, da lahko bi našteval še in še. Da to je ta potrditev, da stvar deluje, da je efektivna, ni potrebno imeti nekega doktorata jedrskega fizika, da to razumemo. Potrebno je samo prisluhniti, razumeti teh par konceptov, ki jih razložim, matematično, psihološko, filozofsko, z večjih stališč, in potem je potreben svinčnik, kuli, zvezek in je potrebno pisati preproste stvari, ki jih podam, način, ko je treba to narediti. In zakaj? Ker pisanje, branje, to sta izredno pomembni veščini, mi takrat razmišljamo, mi smo takrat sami s sabo. In ena od odlik tega sistema je tudi, da lahko rešimo odnos z osebo, ki več ni prisotna, bodisi da nam je nekdo umrl ali pa prijatelj smo ga izgubili, mi lahko ta odnos še zmeraj rešimo. Tako da zadeva je res močna, govorim iz izkušenj lastnih, ne iz izkušenj drugih. Na začetku sem predajal to znanje posameznikom v zameno za povratno informacijo. Danes imam poučevanje tega sistema in ko ga enkrat oseba osvoji, je to znanje njegovo. To si tako lepo povedal, da meni kar zmrazilo, ampak v tej knjižci, Vzemite zdravje v svoje roke. Namreč pogovarjamo se o zdravju, mentalnem, fizičnem, čustvenem, eteričnem in še marsikaterem. Zdrav odnos, zdrava hrana, zdravo življenje in tako naprej in tako naprej. Ampak tle si napisal en čudovit stavek in praviš tako: zelo pomembno je paziti na misli, saj te vodijo k dejanjem. To vpliva na naše navade, navade oblikujejo značaj in do usode ni več daleč. Ja, Malo več povej o tem. To je stara modrost. In če se spomnim, nekje pri 10-12 letih sem se srečal z enim dnevnikom, ki ga je stara mama pisala, in ona je imela noter maksime, misli, reke. In jaz sem že takrat videl, da sem to vzel v roke in bral, da je nekaj na tem, ampak potrebno je bilo iti skozi izkušnje, da sem se v to prepričal, in ko imamo enkrat absolutno izkušnjo, vidimo, da ta zadeva drži, od misli, dejanjem do karakterja, pa do situacij zunanjih. In zdaj izhodiščna točka tega mojega sistema je, da smo mi popolni v tem trenutku. Zakaj? Smo tam, kjer smo, naše telo je tako, kot je, karkoli že se pač dogaja z njim. Telo je samo tista oder, kjer se odvijajo vsi te mentalni, čustveni procesi. In če izhajamo iz te točke, da smo v tem trenutku popolni, pa da sprejmemo situacijo takšno, kakor je,
ne glede na to, koliko imamo konfliktov, bo stvar stekla. Včasih, recimo, ko najdemo rešitve za nek problem, je najboljše, da se oddaljimo, da delamo nekaj čist izven našega vsakdana, ali poslušamo muziko, ali spremenimo okolico, gremo nekam. Zato so potovanja toliko dobrodošla, ker se človek umakne in ko pride nazaj, vidi veliko širšo sliko. In šele takrat lahko poišče tiste ključne točke, da se nek problem reši. Večkrat dobi odgovor v sanjah, nadzavest mu ponudi odgovor šele takrat, ko pusti stvari, da se začnejo urejati nekako po svoje. Ampak bistveno pa je, da si prvo priznamo, da imamo nek problem, da ga prepoznamo, tako kot je rekel tale perzijski pesnik Hafiz, riba mora prvo ugotoviti, da je nekaj narobe s to ježo na kameli. Vražje žejna sem. Je velika modrost v tem, kar je povedal. In resnica je bila večna in preprosta vedno. Tako da proučevati te maksime, reke, legende, noter boste ugotovili ogromen stvari, ki jih lahko povežete s prakso, s svojimi izkušnjami. Jaz vem, da ima vsak tukaj izmed nas, da ima zanimivo zgodbo za sabo. Vsak je zanimiv. Jaz sem se skozi svoje paciente, kliente naučil ogromen. Naučili so me tudi otroci, ki še niso govorili. Vse se pa začne z opazovanjem, tako kot narava. Če opazujemo naravo, če smo opazovalci, se nam bo narava začela sama od sebe razodevati s časoma. Če pa nekaj drezamo noter, recimo, da smo dali krompir v zemljo, pa drezamo vsakih 15 minut, pol ure, če že kaj ven prišel, ne bo, ker bomo skozi motili ta proces rasti. Ne, krompir damo v zemljo, dvakrat ga vkopljamo, čez 3-4 mesece imamo plod. Tako da, in tudi druženje je izredno pomembno. Noben ne ve vsega. Jaz ne vem vsega, pa si želim vedeti še več, ampak vem to, kar vem v tem trenutku, danem trenutku. In včasih tudi, če nekoga srečamo, pa se samo spogledamo ali pa 2 stavka spregovorimo, pa smo mogoče dobili en klik, del rešitve ali pa en člen, ki vodi v rešitev. Tako da vse te interakcije so pomembne. In zakaj so ločili človeka, zakaj mora biti 1,5 metra distance in ne vem kaj. Vse to zato, da bi pretvorili in nadzorovali vsakega posameznika, da ga detektirajo, kjerkoli se že pač nahaja. In ta umetna inteligenca, kakor ji pravijo računalniki, oni nimajo duha. Ta dimenzija njim fali. Oni lahko kombinirajo kakor so bili programirani, tako se obnašajo. Gre tudi za neke algoritme, ampak ni duha tam noter. Človek je pa nepredvidljiv. Tudi, ko je situacija, da na vides ni rešitve, se bo ponudila, se bo našla rešitev. In govoriti nekaj, da je nemogoče, da se ne da, je treba vzeti za rezervo. Glejte, če pri vseh teh materialih, znanosti, napredku, znanju, ki ga imamo danes, in po spoznanjih medicine, bi bil že čas, da so vsi ljudje zdravi. Kje je problem? Če se lahko stolpnice gradi 500 metrov visok, če se dela tunele 27-kilometrske, nekje sredi Evrope, pod zemljo, če se avtocesto gradi v 3-4 nadstropjih sred mesta, pa iz stolpnice, kako teče slap in to. Zakaj se ne bi dal tudi
za zdravje poskrbeti. Očitno pač ni v interesu ali pa je predober profit za peščico tistih, ki živijo na račun te lenobe, na račun manipulacije, kontrole uma. Tako da ta civilizacija je na nek način na robu. Kaj bo, bomo videli, ampak mislim, da je treba začeti pri sebi, sebe spreminjati in potem se bo mogoče tudi začeli navzven vse to odražati, ker enostavno te liderji ne bojo mogli špilati istih kart z nami, kakor so do zdaj, kakor jih nameravajo, kakor so si v agende zapisali. Spoznati resnico in resnica nas bo osvobodila. Ja, imam vprašanje, zaključno vprašanje. Francoski filozof, imena trenutno se ne spomnim, je rekel tako. V začetku so bili ljudje. V začetku ni bilo besed, ampak je bil pogled in prezrcaljenje. In ljudje so bili prosojni. Vsak je o vsem vedel vse, vsak je videl njegove misli, besede in dejanja. Ko se je pojavila beseda, je postala pregrada med dvema osebama. Beseda je postala pregrada. Zdaj, ko smo mi to filozofijo študirali, se je tle v možganih nekaj zgodilo, in mi imamo zaprt ta del, ko rečejo, ne vem, nekateri rečejo tretje oko, nekateri rečejo vedeževanje, nekateri rečejo ne vem kaj vse. Ampak to so nam zdaj spremenili, s tem, ko so nam ponudili telefon. Mi se zdaj lahko pogovarjamo, si gledamo slike, nadaleč se vidimo, ampak vseeno to so vse prevare, to je vse virtualni svet. Z ene strani. Z druge strani pa me preseneča, da ljudje še vedno imamo intuicijo, čutimo, slišimo, v srcu, vemo, pa še vedno je težko izgovoriti. Kot tretje me pa zdaj, to je pa zdaj vprašanje zate, ker sem tu malo tole zadevo pripeljal, vem, da ti tudi nadaljavo zdraviš. Slišal sem nekaj zelo dobrih referenc in zanima me, kako poteka taka stvar, kako naj človek, recimo zdajle iz Avstralije ali pa iz Maribora ali pa iz Kopra, nima časa, vemo, kakšen tempo je, ali pa so kakšne druge pregrade, ko tebe dobi, kakšne so možnosti te povezave najprej po telefonu, pa potem tudi nadaljavo, ali samo na telefon, malo nam več povej o tej stvari, prosim. Ja, prvi pogoj je, da tisti, ki deluje nadaljavo, se mora osvoboditi določenih starih stališč, ki ne vzdržijo. Misel je hitrejša od svetlobe. Ta današnja znanost še zmeraj bazira na poznavanju svetlobe, da je 300 000 kilometrov na sekundo, naj bi bila. Jaz ne vem, tega ne morem zmeriti, ali je to res ali ni res, koliko je res, do katere mere je res, ampak vsaka misel je tako, kot če si predstavljamo kamenček, ki pade v morje. Majhen kamenček bo imel majhne valove, ampak se bojo koncentrično širili, velik kamen bo imel večje valove, se bojo koncentrično širili in to gre v neskončnost. Ta miselni svet, ki ga mi ne moremo z fizičnimi čutili spoznavati, obstaja, je kreativen svet, za mene so misli fina materija. Na nek način je 100-krat bolj realen, kot ta fizičen svet, ki je samo nek odsev, zrcaljenje, projekcija. Tako da to zdravljenje nadaljavo ni v osnovi noben čudež. Stvari potekajo prav tako, kot v živo. In zadostuje tudi glas osebe, zadostuje slika obraza ali pa, če mi to osebo poznamo osebno. Zakaj? Ker vsak ima drugo frekvenco in recimo obraz je kot telefonska številka, glas je, barva glasu je spet
telefonska številka, ne, in mi se lahko pokličemo po WhatsAppu, po Viberu, po navadnem telefonu, mobitelu, kakorkoli. In potreben je stik s to osebo, ali pa dovoljenje, ne, da se oseba strinja, da želi sploh spremembo. Ker zakaj? Eni pač uživajo v svoji drami, nekdo jih je prepričal, da bojo cel življenje morali živeti s tem in s tem in s tem, in oni se sprijaznejo in se identificirajo s tem in igrajo to vlogo. Tako da tisti, ki si res močno želi, ki ima željo, bo našel ta pravega pravočasno. Je pa tako, en konkreten primer možaka spred 7 let nazaj, ali celo 10 let nazaj, je bil en dan pred amputacijo noge. Jaz sploh nisem vedel, koliko je stvar resna. Zvečer me je poklical, sva štartala in zjutraj mi pove, da so prestavili operacijo. Zakaj? Zato, ker se je rana ni bila več boleča, bolečine so se zmanjšale, odteklina je izginila v veliki meri, barva se je začela spreminjati in je rekel, dajmo to prestaviti, dajmo počakati, nekaj se dogaja. In midva sva to nogo rešila, on jo je imel do konca življenja. In cela bolnišnica je to videla, vsi so poznali ta primer, imel je celo doktorja zraven kot pacienta, v tej sobi, mislim, da jih je bilo 5. In mu je ta rekel, zdaj ste mi pa vso znanje zmešali, ne morem verjeti, da daje terapija nadaljavo tak rezultat. In ta zdravnik se je spoznal v te probleme, problematiko cirkulacije ekstremitet in midva sva rešila gangreno. Na koncu, ko je odhajal iz te bolnišnice, mu je dal primarij namig, da ne sme o tem govoriti, komentirati, ampak je rekel, to, kar se je zgodilo, je svojevrsten čudež. Za njih, ja. Za nas, ne. To je samo eden od mnogih primerov. Nas je vedno več takih, ki smo razvili te sposobnosti, in ena od laži je tudi, da mora biti človek s tem rojen in ne, vsi smo se naučili brati, pisati pa računati, pa voziti kolo, pa voziti avto. Zdaj, če ima posameznik zanimanje, bo razvil tja, kamor ga vleče, kjer ima talent. Vsak je nekje dober. En je dober kuhar, en je dober tesar, en je dober terapevt, en je dober nadzornik. Vsak mora svojo funkcijo upravljati, delati pošteno, srcem. To je edini nasvet, ki ga imam. Vsi smo nek dobri. Vsi se lahko nekaj izkažemo. A bi se ti še zrcalil? Ker midva se zdaj zrcali fizično, kako je noč, si zadovoljen? Jaz probam biti v balansu, normalno so stvari, ki me iztirijo. Kako je, tu pa tam, ne? Vi pred kamerami ste, rabite pomiritev, a je v redu, se dobro počutite, dihate globoko, delate svoj posel naprej, se ne date motiti, ste v dani točki zdaj, tukaj in zdaj. Ja, nobene roke ne vidim. Ja, tako, bravo, bravo. Ja, jaz sem zelo zadovoljen. Ja, sedim zraven tebe, mi nič ne manjka. Upam, da sem povedal kaj novega, da sem stimuliral kakšnega spodbudil, ker to je moje delo, konec koncev, da ljudi, ki so na ničti točki, da jim dam tistih par smernic, spodbud, da mogoče stvar ni brezupna, mogoče se da. Jaz vedno tako pravim, ko me vprašajo, se da to rešiti, se da to rešiti. Dajmo za začetek probati, pa bomo videli, kaj se dogaja. Bravo. To je to. To se pravi, mi smo zdaj to nadaljavo zrcalili, se gledamo
obstaja vidna in nevidna, digitalna, nedigitalna, miselna, nemiselna, energijska, neenergijska. Skratka, to, kar rabi človek, to da mora dati dovoljenje, tako kot si rekel, a ne. Tudi naročamo internet, pa naročamo elektriko, pa se gremo zastonj cepiti ali pa tudi ne. In tako so te stvari, ko je dovoljenje, pa potem ta energija steče. Tako. Hvala ti, ker si dovolil danes, da sem te izzval, da je ta energija stekla in si prostovoljno pristal, jaz tudi. In tudi naši člani so se prostovoljno prijavili. Mislim in upam in vesel sem, če ste dobili en stavek, eno besedo, ki vas je spodbudila, vam dala misliti in da vam bo to pripomoglo k vsakodnevnemu življenju. A lahko še nekaj dodam? Prosim. No, jaz sem bil nekje pred enim letom, sem bil na morju, na Malti, pravzaprav na Gozu, je otok malteški. In takrat so bile maske obvezne, ljudje so se sprehajali ob obali z maskami, policaji so malo patrolirali s kolesi, niso sicer nekih kazni pisali, ampak so se malo pokazali in jaz videl eno družino, oče nese otroka, otrok je imel 2 leti. In ta otrok je bil edini, ki je bil brez maske. Jaz pridem ravno iz trgovine, se sprehajamo ob obali na poti domov in ta otrok se mi zasmeje. To je bilo 3 sekunde, mogoče 5 sekund tega smeha. Ampak ta nasmeh mi je dal misliti cel dan. Hvala.